Hvala lepa in lep pozdrav vsem zbranim na tem posvetu. V imenu Državnega sveta, predsednika Alojza Kosce, ki me je tudi pooblastil, da vas pozdravim in želim, da ta posvet o ekološkem kmetovanju, ekološko, lokalno, idealno z naslovom, tudi, kot sem rekel, se vsem lepo zahvaljujem, da ste prišli in da je interes ekološkega kmetovanja izrazimo tudi v Državnem svetu, ki je vedno zainteresiran za to, da se slovensko kmetijstvo tako ali drugače, kajti mi vemo, da potrebujemo tako konvencionalno, kakor ekološko pridelana hrana, da samo ekološka hrana samo po sebi ne bo nikoli mogla nasititi vse usta, ampak seveda tisto, kar je nekako boljše, domače, lokalno, z dodano vrednostjo pa vsekakor podpiramo in tisti, ki si lahko privošči vsaj delček tega, si mora privoščiti in mora dobiti. Današnji posvet gre tudi v tej smeri, da opažamo, da veliko te ekološke hrane, ki v Sloveniji na trgu, je iz tujine, iz Italije, iz Avstrije in prav škoda je to, da je naši kmetje to priložnost ne izkoristijo v večji meri. Sam tudi kot predsednik zbornice vem, kje je problem. Problem je v temu, kajti ekološko pridelana hrana, ta pridelava je manjša, bolj zahtevna, rabi tudi veliko fizičnega dela in seveda cena, na kateri način to prideluješ, je včasih preniska, da bi lahko nekdo to bolj intenzivno prideloval. V Sloveniji imamo kar veliko ekološko pridelanega mesa, mleka, sadja in tako naprej, vendar so še posamezni segmenti, kjer pa smo na ekološkem področju šibki in je priložnost v prihodnje, da se na tem področju pridela več. Mi ne rabimo evropskih afer, da bi ugotovili to, da je tisto, kar pridelamo doma, na domačih njivah, poljih, štalah, da je to ima sledljivost, da vemo, kaj smo pridelali, da to hrano poznamo, da je bolj zdrava, da je nekako manj obremenjena. Tudi sami vidite, da mediji tudi to povedo, da je na koncu se pri nam uporablja manj tretiran, škropljen, da se uporablja tudi manj zdravil in tako naprej. In vendar to nekako ne zaživi. In prav ta naša naloga je tako Državnega sveta, kot zbornice in pa vseh ostalih organizacij, tudi Zveze ekoloških pridelovalcev, seveda se to zaveda in prav ta naš trud mora v tej smeri, kako osvestiti potrošnika, kako vzpostaviti to pridelavo, prodajno verigo, na koncu tudi včasih nekdo nekaj pridela, pa nekako tisti pridelki ne doseže trga. Kako vse to, da bi prišlo do potrošnika, da bi potrošnik dobil domače, ekološko pridelano hrano in na drugi strani, da bi tisti, ki to prideluje, tudi bil ustrezno plačan in lahko na ta način ustvaril tudi delovno mesto in seveda te pridelave tudi spodobno živ. Se pravi, vse to so izzivi nas vse skupaj, vključno s politiko, da ta del premaknemo in današnji posvet v Državnem svetu je tisti, ki bo dal na nek način istočnice prav v tej smeri, se pravi interes, kako ustvariti interes po pridelavi, kako ustvariti verigo po prodaji in kako potem tudi vsa ta hrana ponuditi, da bo dostopna tudi potrošniku, ki si seveda, jaz verjamem, da želi te hrane. Tudi po drugi strani kmetovanje danes na nek način moramo oblikovati ta del tako, da bo ekološko pridelana hrana, da bo dopolnilne dejavnosti in druge oblike kmetovanja manjših kmetij zanimivo, kajti samo, če gledamo to, da imamo pokritost z grki skoraj 100%, da se na vsaki površini uvaja, se pravi, ta evropski standard, se pravi, evropsko kmetijstvo v obliki subvencij ni dovolj. Mi moramo skrbeti tudi za to, da bo
to kmetijstvo nekako dajalo zadostne količine kvalitetne, zdrave hrane za slovenski narod tudi v prihodnje. To je predvsem tudi pogled naprej, katere pa za nas mora biti ta trenutek še posebno zanimiv, tudi če trenutno živimo v času, ki je v močni gospodarski rasti, ki se vse povsod izkazuje zelo velik standard, pa na koncu se kaj hitro lahko zgodi v enem letu, da bomo dejansko sami sebi nezadostni in takrat se bomo spraševali, kje smo bili takrat, ko je bil čas za to, da bi preoblikovali določeno politiko, pa tudi v kmetijstvu. Jaz bi želel še to, da v današnjih razpravah, ki bodo, pač izpostavimo predvsem to pogled poti naprej, kajti z preteklostjo se lahko ukvarjamo, samo ne bo kaj veliko dalo. Tukaj pa vidim, da predvsem Slovenija, kot sem že rekel, ki je država lepega kmetijstva, pa vendar razdobljenega, da bo mesto za vse in da bomo znali tudi preko ekološkega kmetovanja poiskati eno pot, kjer bo lahko prihodnost tudi za te manjše specializirane kmetije. Želim, da bo danes en ploden dan tukaj v Državnem svetu in pa da bodo zaključki, ki bodo rodili tudi določene sadove. Hvala lepa. Hvala lepa.